Ja, živijo sem Elijan, mama tukaj, dobrodošli nazaj na moj kanal, kjer se ponovno nahajajo tudi šorci. Tako da, če me kdaj preveč pogrešate tistih 6-7 dni, ki ne postavim video, imate vedno gor šorce, tako je na parih bo na teden, kliknete in imate eno novo scary zadevo in pa enote mogli spati. Jej! Današnji video je True Crime in ful se ga veselim in tudi vi bi se ga mogli zaradi tega, ker je True Crime o Sodder Family in ne morem verjeti, da obstaja, ne morem verjeti, da nisem prej nič slišala v tem primeru, ker je bizaren. Na hitro, da opišem, kaj se pravzaprav zgodi. Sodder Family so se preselili iz Italije, torej bili so italijanski migranti v Ameriko in kaj se njim zgodilo bizarno, ker so imeli ogromen požar. To je bila družina z 10 otroki in po tem požaru je skoraj pol njihovih otrok popolnoma zginili, niso jih najdeli med ostanki požara, dobesedno so zginili in tudi poj, ko so odkrivali, zakaj bi do tega prišlo in kdo bi to lahko naredil, so bizarne teorije, tako da gremo čim prej v ta video. Pa še ta nor detajl, to, kar se je zgodilo 24. na 25. decembra, tako na Božič, iz božičnega večera na Božič po noč 1945. leta, tako bizarno. Najprej v zadnji je mečkano družini. George Sodder je bil v bistvu oče in on se je rodil v Italiji, kot sem rekla, bili so migranti vsi. Rojen je bil pa kot Giorgio Sodù, prihajal je iz Tule na Sardiniji in v ZDA je prišel 1908. leta, prišel je pravzaprav svojemu bratom, ampak brat je pa skoraj čist takoj, ko sta prišla v Ameriko, je šel nazaj. Tako da je dejansko Giorgio takrat sam ostal 13-leten fantek v Ameriki in se je mogel znajti sam in ful dobro se je znajdel. Našel je na primer delo na železnicah in je v bistvu delavcem nosil vodo, na primer, tako ful se je znajdel. Ko si pa lahko prvošel, se je pa preselil v Zahodno Virginijo. Shut up people, pisarno imamo tle. Šumem. Bil je pameten in bil je tudi ambiciozen Italijan in je konec koncev odprl, razvil svoje lastno podjetje za prevoz tovora in premoga. In enega dne je prišel potem v lokalno trgovino imenovano Music Box, mogoče ste itak slišali za njo in je tam spoznal svojo bodočo ženo. V bistvu je bila ona lastnikova hči, ime je bilo Jenny in takrat se je potem zaljubila, poročila in imela teh 10 otrok. Je bila pa ona tudi italijanska priseljenka in je prišla v Ameriko, ko je bila stara 3 leta. Oba sta se potem naselila v tej hiši, o kateri bomo tudi zdaj govorili, ker je bil požar, temu mestu se je rekel Fayetteville v Zahodni Virginiji. Tako pa je ful mehno mestece povezano med sabo, taka prijetna skupnost. In tudi tisti, ki so tam živeli, so potem rekli, da so v bistvu ta družina Sodder so spadali oziroma so jih smatrali kot za eno najbolj takih častitljivih družin, najbolj spoštovanih takih. Konec koncev so imeli svoj prevozniško podjetje, tudi revni niso bili. Giorgio opisujejo tako, da je, kakor je bil pameten, ambiciozen, je bil tudi nekaj glasen glede mnenj, ki jih je imel ful močna mnenja o poslu, o politiki, bilo kaj in kar bo pomemben za ta video je to, da je imel močno mnenje tudi italijanski politiki in bil je velik zagovornik Mussolinija in takrat je šlo marsikomu to lahko posledično v nos. Konec koncev smo leta 1945. Je brez nikoli zares pojasnil na glas, kaj se je zgodilo v Italiji, da je on takrat migriral. Zdaj pridemo do požara in to je bilo ob 1:30 uri zjutraj, kot sem rekla, 24. božičnega večera na 25. Božič, mislim. In zdaj si predstavljate hišo z 10 otroci, ki praznujejo Božič, koliko so veseli, koliko se veselijo, koliko jim dogaja, kako mi čakajo jutro in grejo spat. Verjetno so bili še dolgo po koncu vsi excited. In se zgodi požar. George in Jenny sta takrat z 4 otroci takoj uspela pobegati ven iz hiše in te 4 so bili rešeni. 5 otrok pa nista najdla. Maurice, 14 let, Marta, 12 let, Louis, 9 let, Jenny, 8 let in Betty, 5 let. George je še kot fotor takrat instinktivno reševati na polno in je tudi znano, da je takrat poskušal razbiti okno in priti nazaj not in rešiti še ostale otroke, ki jih pač ni še imel ob sebi in je takrat dobesedno si strgal del kože iz roke, toliko sploh ni vedel, kva se dogaja, ni čutil. Nič ni videl skozi dim in ogenj, ki je pa takrat zajel vse spodnje prostore, dnevno sobo, pa jedilnico, pa kuhno, pa pisarno in pa tudi spalnico od njega in od Jenny. Mrzlično je takrat gledal, kaj se dogaja. V njuni sobi je bila tudi posteljica za 2-letno hčerkico, ki je potem ugotovil, da je zdaj že na varnem zunaj. Zunaj je bila tudi 17-letna Marion, 2 sinova, potem še John in pa George. 23-letni John pa 16-letni George. Torej Maurice, Marta, Louis, Jenny in Betty še vedno ne bi bili takrat zgoraj v tistih 2 spalnicah, ki sta bile na obeh koncih hodnika.
pa še ločeni s stopniščem, ker je bilo pa to zdaj stopnišče ujeto v plamene in niso več mogli zraven. Potem so se pa začele čudne stvari dogajati. Naprimer, zunaj je bila vedno prislonjena ena lestev, ne vem, zakaj bi se prislonjeno, ampak zdaj, ko jo je rabil, da bi splezal gor, te lestve ni bilo. To je bil prvi ful čuden pripetljaj, kje je ta lestev. Drug čuden pripetljaj je bil, da je on rekel, valjda, jaz imam kamione s premogom, jih bom pripeljal enega od dveh, ki jih imel tam, ga pripeljal tja in splezal gor in prišel do okna. Kaj se je zgodilo? Oba, ki je probal žgat, jih ni dalo žgat, ker sta prejšnji dan delala brezhibno. Full freaking weird. Poskušal je zajeti vodo iz soda, ker se je nabirala pač deževenca in ugotovil, da je bila ta voda zmrznjena, tako da tudi tle ni mogel nič. On takrat ni opazil, da ima celo roko krvavo, ni opazil, da komaj še diha zaradi vsega dima, sam pač histerično iskal svoje otroke. Njegova starejša hčerka Marion je takrat odhitela do sosede, kjer bi poklicala potem gasilsko enoto Fayetteville, ampak so se začeli ful čudni problemi. Ni dobila nobenega operaterja. Potem je bila pa tukaj ena soseda, ki je šla v bližnjo gostilno, da bo poklicala pač pomoč oziroma gasilce. In tudi tam se ni potem oglasil noben operater. In zdaj si predstavljate, da tam hiša gori in noben ne pride do pomoči v celmu mestu in sosed je bil že čisto ogorčen in se je odpeljal v mesto in je osebno tam izsledil poveljnika gasilcev, en Morris ga bomo klicali. Potem so tam sprožili neko opcijo, ki se reče tehnika telefonskega drevesa, kjer en gasilec pokliče drugega, on drug pokliče tretjega in tako naprej. Na ta način, da so se končno nabrali skupaj, da so šli pač gasiti. Ampak ko so prišli tja ob 8 zjutraj, je bilo itak prepozno, hiša je pogorela do zadnjega praha praktično. George in Jenny sta pač domnevala, da je 5 njunih otrok mrtvih, ker jih tudi do te točke nista našla. Valjda sta starša Boga tam iskala v teh ruševinah in pepelu ostanke otrok oziroma karkoli bi že lahko najdla, ampak nista najdla popolnoma nič, ker je bilo tako. Če ne veš, kaj bi se točno moglo zgoditi človeškemu telesu v taki situaciji, pač še ne veš, ampak ta J. Morris je takrat trdil poveljnik gasilcev, da v tako močnem ognju, ki je bil, bi se to upepelilo v nulo, tako da itak ne bi mogli nič najdeti. Državni policijski inšpektor je pregledal to bajto oziroma kar je ostale ostankov in je rekel, da je bila problem napačna napeljava in da je avtomatično prišlo do požara. Skratka, George je potem klet takrat pokril za 5 metri zemlje in to naj bi tudi potem služilo kot spomenik tem otrokom. Kmalu potem je bilo tudi izdanih 5 mrliških listov, torej uradna smrt za te otroke, ki naj bi umrli od požara / zaradi zadušitve. V mesecih po tem požaru sta starša itak ful žalovala in so ful ogromno tam rož posadili in tako naprej. Ampak tekom teh mesecev so tudi začela majčkeno mozgati, zakaj se je v zadnjem času zgodilo toliko čudnih, sumljivih stvari povezanih s tem požarom. In sta se spomnila. K njim dame prišel en zavarovalen agent. In ko z njemu nista želela skleniti nobenega posla, je pokazal na 2 varovalki in je dejansko rekel takrat, zaradi tega bo ta hiša pogorela do dna in zaradi tega bojo vajni otroci zgoreli. To je model izjavil in je šel. A ona da sta to smatrala kot pač nekoga malo psihojezenga, ker pač očitno ne bo denarja od njih potegnil, ampak okej. Je pa takrat elektroenergetsko podjetje ravno pregledalo vse te varovalke in so tudi rekli, da je z njimi vse okej. Še nekdo, ki se je ukvarjal z avtovlekom, ne vem, kakšen točen biznis imel, je imel skoraj identično izjavo, je rekel, zaradi teh varovalk bo vse pogorel, pa še nekaj je omenil Mussolinija, tako da mogoče je imel nek hejt do njih. Starejša sodarjeva sinova sta se pa tudi spomnila ene nenavadne stvari. Tik pred božičem naj bi opazila enega moškega, ki naj bi ful čudno bil tam ob šoli in nenavadno opazoval otroke, ki ne bi prihajali iz šole. Se mi zdi, da je ta primer tak poln enih govoric in špekulacij, tako da za vsako stvar posebej se lahko odločite, ali ima smisel ali ne. Še ena izmed nenavadnih stvari, ki se je pa spomnila Jenny, je bilo pa to, da ko je spala, jo je zbudil oster glasen pok na strehi, kada bi neki vrgu in da se je potem ta stvar kotalila. To je ona slišala in potem je zaspala nazaj in približno uro kasneje je potem jo zbudil naslednjič dim. Tako da je ta prva stvar je po vsej verjetnosti kotaleča je bila neka stvar, ki je povzročila požar. Jenny poleg vseh čudnih stvari tudi ne mogla verjeti, kako lahko 5 otrok kar zgine, zgori in za njimi ne ostane popolnoma nič, glede na to, da so v stanovanju ostali ostanki tako od vseh možnih pekačev, od vseh možnih plastičnih stvari, od telefona, vse, kar bi pričakoval, da tudi zgori, je ostalo. Zakaj? Popolnoma nič od človeka. Dejansko je začela poskuse delati sama s piščančjimi kostmi in drugimi deli raznih živali in da so goreli toliko pa toliko časa in vedno so ostanki ostali, niso se upepelili, sploh ko pride do kosti. Pa še to, kar je meni ena izmed najbolj prepričljivih stvari, je to, da so zaposleni v krematoriju to potrdili in so rekli,
Po 2 urah sežiganja na 2000 stopinjah od trupel ostanejo kosti, se ne upepelijo. Njihova hiša je bila uničena v 45 minutah, zdaj ne vem točno na koliko stopinjah, ampak rekla so, da je praktično nemogoče, da ne bi ostalo nič. Tudi serviser telefonov je rekel, da njihove linije, nisem prej omenila, da niso z linijami nič mogli doseči, torej bi se odrezani od sveta. In tako pomisliš, da je to zaradi tega, ker je zgorelo, ampak njihove linije so izgledale prerezane in ne požgane. Pa tudi to, da potem kar naenkrat od Đorđeta tovornjaki niso hoteli užgati, je tako bizarno. Če so prejšnji dan, če so oba delali, zakaj drug dan noben ne bi delal. Je pa ena hčerka potem tudi na dvorišču najdla en tak čuden ostank, piše, da je iz trde gume, čeprav ne vem točno, česa naj bi bil. In ko je Đorđe to pogledal, očitno je imel izkušnje z vojsko, je rekel, to je ta ananasova bomba, ne, kako že mi rečemo, bom dala tle slikco. Potem so začeli tudi sklepati, da je to tista stvar, ki je padla na streho in se kotalila. Potem pa začnejo ta poročila o tem, kaj je kdo videl, očividci, in tega je bilo ful in res ne moramo vedeti, kaj tega je bullshit in kaj je res, ampak tega je ful. Ena ženska je trdila, da je medtem, ko so potem gasili te ostanke, hišo, whatever, je videla te otroke, manjkajočih 5 otrok, ki so kukali čez vrata enega avtomobila, ko so jih odpeljali, to se mi zdi tako. Potem ena ženska, ki naj bi upravljala linijo, mislim, da z vlakom od Fayettevilla do Charlestona, je tudi imela nekaj zapovedati. Naj bi delala nekje, res še to. Ona naj bi jim naslednjo jutro po tem požaru postregla zajtrk. In tudi na dvorišču ne bi bil takrat parkiran avtomobili s floridskimi tablicami, ker pač to ni bilo značilno. Potem še ena ženska, ki je delala v hotelu, naj bi videla te otroke en teden po požaru, ampak videla naj bi 4 od 5. Rekla je, otroke sta spremljali 2 ženski in 2 moška in vsi so bili italijanskega porekla. Ne spomnim se točnega datuma, vendar se je celotna družina prijavila v hotel in bivala v veliki sobi z več posteljami. Prijavili so se okoli polnoči, potem zjutraj so se tudi odjavili in šli. Z otroki naj bi se poskušala pogovarjati prijateljsko, ampak sta starejših sobi zraven, torej 2 ženske, 2 moška sta to ostro prepovedala, so rekla, da ne klepetati. Ko pride do preiskav, one 2 res nikoli nista obupale in sta se za konca Soders obrnila na zasebnega detektiva C.C. Tinsleyja. In pazi to, agent, ki sem ga prej omenjala, ki mi je hotel prodati življenjsko zavarovanje in je grozil, da jim bo hiša pogorela, je dejansko član porote, potem so določevali, kaj je ta požar pravzaprav bil in on ga je med drugimi označil za naključje. Pa je bila še ena čisto bizarna stvar, ta Morris, glaven gasilec, naj bi nekomu enkrat rekel, da je na tem območju požara našel res srce na koncu navzgoru in ga potem skril v škatlo z dinamitom in zakopal na tem kraju. In kasneje je izjavil, da je to naredil zato, da starša ne bi ostala brez zaključka sama pri sebi, ampak da bi najdla to škatlo in bi bila pomirjena, da bi videla, da so dejansko otroci kao tam umrli, ampak so dejansko znanstveno preiskali to srce, so bila goveja jetra, mislim, how dumb can you get? Pač za kva bi to naredil, pol halo. V naslednjih letih so te namigi in vse to še vedno prihajalo in tudi George je revež videl v časopisih nekoga, ki je izgledal identično kot en izmed njegovih sinov in je šel potem v New York zaradi tega, ampak predstavljaj si, da imaš neko sled in si prepričan, da je to tvoj otrok in priješ tja in potem oni starši obviously rečejo, pač da noče sploh govoriti s tabo zdaj, ali zato, ker se ne bi hoteli odreči otroku, čeprav ni bil njihov, ali pa zaradi tega, ker ne zaupajo random človeku, ampak pač ful bolje. Kako mora biti to res obupno za starše? So pa na eni točki poslali te kosti tudi Smithsonianu, zdaj ne vem, je to ta isti kot Smithsonian muzeji ali kva, ampak so nazaj dobili tole poročilo. Človeške kosti so sestavljene iz 4 ledvenih vretenc, ki pripadajo enemu posamezniku, torej enemu človeku. Pripadale naj bi nekomu, ki naj bi bil star 16 ali pa 17 let. Najvišja starostna meja bi bila mogoče 22 let, ampak zelo težko. Torej najstarejši Soderjev sin, takrat, ki je bil v požaru in tudi zginil, naj bi bil star max 14 let in nekako skoraj ne bi bilo možno, da bi te kosti izgledale stare 16-17, pa se to ful jasno razbere. Pa še to, vretence niso kazale nobenih znakov, da ne bi bile izpostavljene ognju, kar je pa največji mindfuck. In pa, ker naj bi hiša gorela tam 30-40 minut, je v tem poročilu pisalo tudi, da bi pričakovali, da ostanejo celotna komplet okostja, če ne še kaj več, ne pa da nič ni ostalo. In potem, kasneje s časom so vse to, da okosti ni bilo pripisala ravno temu, kaj je takrat na začetku Đorđe naredil tistih 5 metrov nasute zemlje v kleti, kao kot spomenik in zdaj so rekli, ja, zdaj so okostje kar noter. Zaradi tega poročila Smithsoniana sta bile potem sproženi 2 zaslišanji, ampak bolj se je to obračalo, bolj je pa šlo do tega, da so primer zaključili kot brezupan in so pač nehali.
tudi še. Diši. Svečka. George in Ginny obviously nikoli nista obupala, že tako sta od nekdaj to vzela v svoje roke in sta tudi potem še delila letake za $5,000 nagrade za informacije in kasneje sta to tudi zvišala na 10,000 in ful žalostno je, ker informacije so prihajale, ampak niso bile prave, nikoli niso vodile do prave stvari. Se je pa tudi enkrat nekaj ful čudnega zgodilo. Leta 1968, to je bilo tako nekih 20 let po požaru, je Ginny šla na pošto in je pač dobila nekaj naslovljeno na njo. Poštni žig je bil iz Kentuckija. Noter je bila fotografija nekoga v srednjih 20 letih, tam 25-30, in pa ročno napisana opomba Louis Soder, torej. Fant, ki je takrat v požaru, ki je izginil, njun otrok Louis, je bil takrat star 9 let, zdaj bi bil torej, ne vem, nekih 29. In starša takrat res nista mogla nikakor zanikati podobnosti, ampak ni bilo gor povratnega naslova, tako da spet. Tega niso hoteli toliko javno dati ven, zaradi tega, ker nista hotela, da bi ta sin prišel do kakršnih koli težav, ker če je bilo to povezano z nekim maščevanjem Mussolinijem, kakorkoli, nista želela, da se njemu kaj zgodi. Po tem dogodku je potem George umrl 1 leto kasneje. Mami pa v bistvu nikoli ni nehala nositi črnih oblačil v znamenje žalovanja, dobesedno forever je bila v črnem. Tudi nekako se je izolirala, tako okrog hiše je zgradila potem ograjo, pa hišo je začela tako dograjevati, pa spreminjati, pa širiti, pa prostore spreminjati. Tudi njeni otroci in vnuki so potem v bistvu nadaljevali preiskavo in so se trudili odkriti, kaj se je zgodilo. Bili so pa vedno vsi prepričani, da nikakor ni bilo spontan požar, da ti otroci niso pogoreli v požaru in da je pravzaprav otroke ugrabil nekdo, ki jih je poznal, nekdo, ki je prišel noter, nekdo, ki je imel dostop, nekdo, ki so mu zaupali. Najmlajša in zadnja preživela hčerka od Soderjev je zdaj stara 69 oziroma mogoče še več, če je še med nami. In tudi niti približno ne verjame, da so njeni brati in sestre umrli v požaru. Ona gre še vedno baje online in se pogovarja z ljudmi, ki jih ta primer zanima, tako da mečkan elaborirajo, klepetajo, tako da zanimiv. Takrat je bila stara 2 leti ona in ne more pozabiti čez mer pogleda na očeta, ki je bil takrat baje cel krvav in bogi in tako. Zdaj pa še na hiter, ker so pač tiste glavne teorije, ki krožijo, je to, da prvič eni res mislijo, da so otroci pač pogoreli v požaru in žalujoča starša tega nikakor ne moreta sprejeti. Jaz ne mislim tega iskreno, jaz mislim, da se je nekaj zgodilo zaradi tistih groženj, prej imam občutek, da je nekdo se jim hotel ne vem kako maščevati in da je te otroke nekam odpeljal in tudi se mi zdi velika verjetnost, da so še živi. V smislu, ne da bi hotel kdo škodovati otrokom, ampak samo k politično očetu, a veš, vzel tem otroke, ti se sekiri videl, jih več ne boš, a veš, ko mislim. Eni tako mislijo, da je kriv kakšen kult ali pa trgovina z ljudmi, z otroci, ker dvomim, če so bili vsi tako pleteni, bi prej rekla, da politično, kakor pa, ne vem, mogoče neki Illuminati fora. Marsikdo pa itak je trdil in še vedno trdi, da so otroci pač živi in da jih itak vidijo po celi državi in še vedno prihajajo te informacije. Ja. V glavnem mislim, da je mečkan daljši video. Pišite mi spodaj druge ideje, ne pozabite čekirati zdaj še šorce na mojem kanalu, pa se gledam naslednjič. Alien Ana. Alo, to enkrat prav povem. Alien mama out, aj čau. Hello.